katerimi se soočajo in posledice, ki pri tem nastanejo, kadar so v stiski in kadar na območju naše države na podlagi temeljne ustavne pravice dostopa do zdravstvenega varstva le-te nimajo zagotovljene, tako kot določajo zdravniški standardi in merila. Seveda pacient, ko je v stiski, se bo odločil in bo iskal rešitve, kako dostopati do čimprejšnje zdravstvene storitve. Na območju Republike Slovenije smo že poskusili v praksi vpeljati različne modele. Seveda so se pacienti tudi odločili v primeru nerazumno dolgih čakalnih dob izvesti, naročiti storitev pri zasebniku, torej izven javne zdravstvene mreže. Šlo je za primere, ko je šlo za evidentno nedopustno dolgo čakalno dobo, ko so bili izpolnjeni vsi pogoji, da uveljavljajo pravico iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, torej pravico, ki jim pripada iz naslova vsakomesečnega vplačila solidarnostnih premij, pa vendar do te zdravstvene storitve niso mogli dostopati. Odločili so se za samoplačniško storitev, opravili so jo v relativno kratkem časovnem obdobju, s tem niti ne bomo izpostavljali, koliko so privarčevali denarnih sredstev v zdravstveno blagajno iz naslova neizkoriščenega nadomestila za bolniški stalež, ker so bili seveda bistveno prej zdravstveno oskrbovani in sposobni za delo, pa vendar so morali skozi dolgo sodno bitko uveljavljanja zahtevka za povračilo stroška zdravljenja, pa moram reči, da vsi neuspešno. Skozi vse sodne inštance so se borili, uveljavljali svojo temeljno pravico, pa vendarle neuspešno. Stališče sodišča je bilo, da v skladu z našo zakonodajo, če se pacient odloči, da samovoljno in zavestno vstopi na področje zasebnega zdravstva in izstopi iz javne mreže, postane samoplačnik. To pomeni, da rešitev za danes že izpostavljena tveganje je samo in izključno v spremembi zakonodaje. Ti poskusi so bili že večkrat izvedeni, že po mojem vedenju vsaj 3 leta nazaj, prvi poskusi nedavno, nekaj mesecev nazaj, ponovno predlog spremembe zakonodaje, ki bi omogočal pacientom, da se z vključitvijo tudi vseh razpoložljivih zdravstvenih kadrov v Republiki Sloveniji jim zagotovi pravica dostopa do zdravstvene storitve, torej tudi na področje zasebnikov, takrat, kadar je za njihovo zdravstveno storitev izkazana prekomerna oziroma nedopustna čakalna doba. Pa tudi v tem poskusu ta zakonodajna sprememba ni bila podprta. Seveda, posledično temu je za pričakovati, da se bodo pacienti v svoji stiski po dostopu do zdravstvene storitve še žal naprej posluževali tudi nekoliko bolj tveganih praks, kot smo jih danes že slišali in so bile predstavljene. Primeri nekorektnih, zavajajočih oglaševanj, ki so bili prej predstavljeni s posameznimi konkretnimi slikami, dejansko tvorijo okvir tistega tako imenovanega nedovoljenega zavajajočega oglaševanja, kakor ga tudi definira zakon. Tako da, če pogledamo, soočeni smo bili s tipičnimi primeri zavajajočega oglaševanja. Da pa je zadeva še toliko bolj mogoče pomembna ali pa alarmantna, pa kaže tudi to, da tovrstna oglaševanja se ne izvajajo samo čez mejo, ampak žal tudi znotraj našega slovenskega prostora. Namreč po pregledu spletnih strani oglaševanj večjih agencij, ki so se specializirale za napotitev pacientov na zdravljenje čez mejo, je prepoznati elemente zavajajočega oglaševanja. Ne samo, da je prepoznati, da ponujajo zelo hitro, torej takojšen dostop do zdravstvene storitve, kar je zaskrbljujoče, je, da obljubljajo takojšnjo ozdravitev in da ponujajo možnost povračila storitve stroška zdravljenja, kar pa v praksi ni nujno, da se vedno izvede in realizira. Zdaj izpostavila bi mogoče trenutno najbolj perečo temo, konkretno storitev operacije sive mrene, zamenjavo leče. V tem trenutku je odprtih več 10 primerov pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje, ko je prišlo do zavrnitve zahtevka povračila stroška zdravljenja. Razlog je v tem, da pacienti so bili napoteni v tujino,
z vedenjem, s pridobljeno informacijo, da bodo pridobili povračilo stroška zdravljenja, pa vendar naše zdravstveno zavarovanje krije operacijo storitve sive mrene z zamenjavo leče, torej enožariščne leče, tukaj pa je šlo za opravo storitve z večžariščno lečo, kar pomeni druga vrsta postopka, drugačen postopek zdravljenja in zdravstvena zavarovalnica to vrstne storitve ne priznava kot storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, kar pomeni, da vse te paciente čaka dolga sodna pot in pa seveda na koncu vprašljiv uspeh. Zdaj, na eni strani se seveda soočamo s problematiko zavajajočih informacij, ki se pojavljajo v oglasih. Te se nanašajo, kot sem že povedala, hitra storitev, ozdravitev, povračilo stroška zdravljenja. Nihče pa ne izpostavi možnih zapletov, torej govorimo pa o tako imenovanih zavajajočih opustitvah. Noben oglas, ne čezmejni, ne oglas agencij znotraj naše države ne ponuja razlage, kaj pomeni in kakšne so posledice, kadar pride do zapleta ali kadar pride do strokovne napake. Tukaj moram opozoriti, zapleta ne moremo enačiti s strokovno napako. Zaplet je nekaj, kar je pričakovano, kar je predvidljivo in nekaj, česar ni mogoče preprečiti in je posledica izvedbe strokovne storitve, ki je lahko strokovno popolnoma neoporečna. In v takih primerih ne more pacient uveljavljati pri izvajalcu nobene strokovne napake, nobene reklamacije storitve, ampak edina pot, ki mu ostane, je ali, kot smo že danes slišali, samoplačniška storitev, bodisi pri izvajalcu, kjer je prvotno storitev opravljal, to pomeni za pacienta ponovno pot čez mejo, potni stroški, mora biti tudi nastanitveni, bodisi samoplačniška storitev na območju Republike Slovenije ali celo kakšna možnost pro bono storitve, kadar je zobozdravnik pripravljen pacientu na tak način tudi pomagati. Zato je problematika na mestu, rešitve, ki jih vidimo, so pa seveda nujne v zakonodajnih spremembah in temu se nadejamo, da bo politična oblast in pa zakonodajna veja oblasti pristopila in prisluhnila potrebam pacienta in zagotavljanju tiste temeljne pravice, to je dostop do zdravstvenega varstva.